Kot ste verjetno že obveščeni, sem naročil Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve, da pripravita vse potrebno za zaprtje meje z Italijo, in sicer tako, kot je to storila Avstrija. Tukaj ne gre za hermetično zaprtje meje, ampak gre za to, da se prepove dostop bolnim v državo. Namreč vemo, da je Italija razglasila karanteno na območju celotne države, vendar ljudje tega ne upoštevajo in še kar odhajajo iz Italije, in je skrajni čas, da tudi mi ukrepamo na tem področju, ker vemo, da na Primorskem je veliko dnevnih prehodov meje in vemo tudi, da otroci prihajajo v vrtce čez mejo in tako naprej. Skratka, če želimo zajeziti ali pa imeti situacijo pod kontrolo, se mi zdi, da je to nujen ukrep. Zdaj, Avstrija je ravnala tako, da je prepovedala vstop oseb iz Italije razen zdravniškim potrdilom. Tranzit čez Avstrijo je dovoljen samo brez postanka. Moram pa poudariti, da za prevoz blaga pa veljajo izjeme. Torej, da ne bo pomote, mi tovornega prometa ne zapiramo oziroma ga ne bomo zaprli, ker bi lahko s tem povzročili dodatno gospodarsko škodo, gre pa predvsem za potniški promet. Žal je ta ukrep nujen, če glede na to, da ljudje pač ne upoštevajo navodil tudi na italijanski strani. Tako da bosta ministrstvi pripravili vse potrebno, seveda bo tudi ustrezen sklep Vlade Republike Slovenije in pa seveda tudi najava Evropski komisiji, tako kot ti postopki tečejo. Kdaj pričakujete, da bi lahko ta ukrep v praksi bil tudi izveden, torej kdaj zaprtje meje, do predvidoma kdaj bi lahko ta ukrep trajal, in pa seveda kaj to pomeni za vse tiste, ki morebiti, kot ste sami povedali, imajo morda otroke v tamkajšnjih šolah, v vrtcih, tiste, ki dejansko delajo v Italiji? Ja, pojavilo se bo seveda veliko takšnih in drugačnih primerov, zagotovo, ampak če hočemo uspešno se spopadati s tem virusom, so pač potrebni tudi takšni ukrepi. Zagotovo se bodo pojavila vprašanja, kot se tudi pri vseh drugih ukrepih, vendar seveda za vse nikoli ne bo prav. Mi moramo delati tako, da nam bo uspelo čim dlje ostati v tej prvi fazi širjenja virusa, namreč zdaj ta hip imamo že 34 primerov okuženih, skratka zadeve se zaostrujejo in verjamem, da s tem ukrepom seveda bo tudi kdo, ki ne bo zadovoljen, ampak v izrednih razmerah se pač težko oziramo na čisto vsakega posameznika. To zaprtje bo začelo veljati, ko bodo izpolnjeni vsi tudi tehnični pogoji in pa administrativni pogoji. Skratka, mi moramo delovati zakonito in ko bodo vsi sklepi, vse uredbe pripravljene in vsi pogoji izpolnjeni, bo to tudi začelo veljati. Naročil sem, da to začne veljati čim prej, ko je to možno. Ali ste ta sklep sprejeli na podlagi kakšnega pogovora, videokonference morda z avstrijskim kanclerjem? Za nas je merodajno že to, da ko so se srečali zdravstveni ministri vseh sosednjih držav, takrat so bili sklepi, da se ukrepa sorazmerno, da se ukrepa tudi v skladu z dogovori oziroma da se ukrepa skupaj, in glede na to, da je Avstrija izvedla ta ukrep, ga bomo izvedli tudi mi, ker smo tudi mi seveda sosednja država, tako kot Avstrija, in mi moramo najprej gledati na svojo državo, na svojo varnost, in zato smo se tudi odločili, da to izvedemo. To je bilo že tudi prediskutirano, tudi na SNAV-u, in je bilo seveda tudi strinjanje, da
bomo v bodoče ukrepali tako, kot bo to potrebno. Namreč situacija se spreminja iz ure v uro, tukaj je težko točno napovedovati, težko je napovedovati ukrepe in mogoče ukrep je bolje kakšen ukrep tudi preskočiti in seveda ukrepati malce bolj drastično, da česa ne zamudimo. Tako da ministrstva pripravljajo ta sklep. Ko bo to vse merodajno, ko bo stopilo v veljavo, takrat se bo to tudi izvedlo in še enkrat ponavljam, sledimo sosednji Avstriji. Pričakujete, da bo to v teh dneh, v roku enega, 2-3 dni? Ja, seveda, to pričakujem. Tukaj moramo ukrepati hitro, tukaj ni časa za čakanje in smo se seveda tudi že dogovorili tudi na SNAV-u, da bodo ukrepi pač potekali v skladu s situacijo, ki bo to narekovala in tako tudi deluje. Deluje to v obe smeri ali samo pri vstopu v Slovenijo iz Republike Italije? To deluje v obe smeri, ker to je edini način. Če bomo seveda dopuščali promet oziroma tudi naših ljudi, potem bomo imeli, potem nismo naredili nič. Če ne bo ta ukrep uspešen. Primerov ste rekli, da imamo? 34 primerov imamo doslej odkritih in ti primeri seveda nas opozarjajo, da je treba ravnati hitro in ekspeditivno. Ali lahko kaj več poveste mogoče o teh 3 novih? Imamo zadevo pod kontrolo? Zadeva je zaenkrat še pod kontrolo, kot pravim, imamo sedaj zadevo v prvi fazi, še vedno. Mi se trudimo, da bi ta prva faza trajala čim dlje, kajti čim dlje je treba, kako bi rekel, preprečevati, da se kapacitete preveč zapolnijo. Še kakšno vprašanje? Ne veste pa, do kdaj naj bi ta ukrep trajal, ne? Ker to je... Ja, to je precej drastičen ukrep, oziroma seveda velja za tiste, ki so zdravi. Za tiste, ki so zdravi, itak lahko preidejo oziroma imajo potrdilo, ne. Tako da tukaj še enkrat ponavljam, ne gre za hermetično zaprto mejo, ne. Tukaj ne gre za hermetično zaprto mejo, da ne bo nesporazuma. Ne gre za tovrstno zaporo, da bi postavili bariero in da nihče ne bi mogel nikamor. To je ukrep za tiste, ki bodo, kot smo že napovedali prejšnji ukrep, da se bo merila temperatura. Če bi se ugotovilo, da človek ni zdrav, se ga pač na meji obrne. Zunanje ministrstvo tudi poziva vse Slovence, ki se ta hip nahajajo v Italiji zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, naj čim prej zapustijo Italijo, se vrnejo v domovino, delujejo, pač, da se vsem tveganjem odpovejo oziroma postankom in tako naprej. Kaj če zamudijo? Kaj če bo že prej meja zanje zaprta, tudi če so zdravi? No, če so saj sem povedal, kdor bo zdrav, bo itak lahko prešel čez mejo. Če bo situacija pri posameznikih takšna, da bo treba reševati, se bodo lahko obrnili tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve in tako naprej. Skratka, reševali bomo tiste primere, ki bodo problematični. Sem pa seveda že pred dnevi pozval, da nihče ne odhaja v tujino, če ni res nujno, zlasti v Italijo, ker vemo, da je tudi Italija, še enkrat ponavljam, Italija je razglasila karanteno na območju celotne države, to pomeni, da nihče ne bi smel potovati nikamor, ker se ljudje tega ne držijo, smo seveda tudi mi pripravljeni sprejeti te ukrepe, ki sem jih prej naštel. Kar se tiče naših ljudi, naj ostanejo doma, naj ne hodijo v Italijo, ker
območje je problematično in dokler tam velja ta karantena, ni smiselno, da ljudje hodijo tja in seveda dodatno tudi izzivajo kakšno težavo, tako da se pa za posamezne primere se bo pa reševalo tudi spotoma, če bo kakšen tak primer. Ampak mi moramo seveda gledati na celotno sliko in preprečiti seveda prehajanje meje na ta način, kot je bilo to doslej. Kaj pa to zaprtje meje pomeni za tiste slovenske državljane, ki delajo v Italiji, recimo, in še, kako boste mogoče, rekli ste, da bo tovorni promet potekal normalno, ali boste mogoče kakorkoli preverjali zdravstveno stanje voznikov in ostalega osebja? No, o podrobnostih bomo sporočili še v prihodnjih urah oziroma jutri. Zagotovo pa bo treba preveriti, kakšno je zdravstveno stanje ljudi, ki prehajajo mejo, ampak kot sem rekel, tovorni promet mora teči, dokler je to možno, seveda nemoteno. Dokler je to možno. Če se bo pa kasneje pokazala potreba po drugačnem ukrepanju, bo pa zagotovo, bomo pa sprejemali druge ukrepe. Torej, vi mislite, da dejansko po tem včerajšnjem ukrepu, ki ga je sprejela Avstrija, da se predvsem italijanski državljani ne držijo tega in skušajo potem preko Slovenije priti v druge evropske države, kot so recimo Avstrija? Tako je. Mi smo tudi zato omejili letalski promet. Dogajalo se je namreč, da so ljudje z letali prihajali v Slovenijo, s privatnimi letali, se registrirali kot da odhajajo iz Slovenije in recimo, ko so leteli na neko destinacijo, so jih tam obravnavali, kot da so prišli iz Slovenije, ker iz Italije pač ni dovoljeno leteti, zato smo morali sprejeti tudi ta ukrep. Skratka, kot je že minister Šabeder večkrat povedal in tudi sam ponavljam, največ težav je zaradi neupoštevanja navodil, neupoštevanja predpisov in tako naprej. Skratka, zato tudi ti ukrepi. Velja pa to v bistvu za vse državljane, katerihkoli nacij, Slovenci se bodo pa lahko vrnili, če bodo zdravi na meji. Ja, seveda, slovenski državljani se morajo vrniti domov in mislim, ne predstavljam si, kako bi Slovence pustili tam.